Današnja predstavitev je predvsem, kaj Tehnološki park Ljubljana kot tak lahko ponudi Sloveniji pri razvoju podjetništva ter hkrati tudi predstavitvi poslovnega ekosistema, tako kot mi govorimo v našem žargonu, katere institucije pomagajo, da se naše podjetniške ideje prebijejo ne samo na naš trg, ampak predvsem na globalni trg. Tako da začnemo predvsem, kdo smo, kaj smo, odkot prihajamo, in sicer predstavlja Tehnološki park Ljubljana predvsem skupnost. Skupnost visokotehnoloških podjetij, podjetij z visoko dodano vrednostjo, in trenutno štejemo 296 takšnih podjetij, od tega je več kot 96, ki so mlajša od 5 let, kar pomeni, da jih povabimo v članstvo, da se z njimi dnevno ukvarjamo, jim svetujemo in pomagamo pri njihovem razvoju poslovne poti. Ostala podjetja pa so takšna podjetja, ki so že končala takšno fazo, tako imenovano inkubacije, in so glede na njihov rezultat in na doseganje ciljev, ki so si jih zadali, bila povabljena, da ostanejo v Tehnološkem parku Ljubljana. In sicer mi kreiramo skupnost, tako kot sem rekla, mladih in seveda tudi uspešnih podjetnikov. Tako da starejši podjetniki postanejo pravzaprav neki mentor mladim podjetnikom, jim lahko svetujejo in priporočijo, katere napake naj ne ponovijo na njihovi poti. Glavne dejavnosti, ki jih mi podpiramo, so predvsem IKT. Več kot 60% podjetij, ki jih združuje Tehnološki park Ljubljana, so s področja informacijskih komunikacijskih tehnologij, predvsem z vidika, ker je za takšno poslovno pot potrebno dokaj majhen finančni vložek. Manj je seveda biotehnologije, ampak se ta odstotek povečuje, predvsem, tako kot sem rekla, velik začetni vložek za realizacijo poslovne ideje je potreben za specifične takšne tržne niše. Vsekakor pa vidimo, da se povečuje tudi odstotek ostalih področij, predvsem okoljske tehnologije, življenjske znanosti, kreativne tehnologije in tako naprej. Tako da še vedno pa je IKT predvsem v ospredju. In kje pravzaprav je Tehnološki park Ljubljana začel? Začeli smo leta 1995 na Inštitutu Jožef Stefan, na največjem nacionalnem inštitutu v Sloveniji, in sicer so ugotovili, da nekatere njihove raziskave niso ravno bazične, ampak da imajo neki pridih poslovnosti, in seveda niso želeli teh idej imeti pod svojim okriljem in so rekli, v redu, dajmo narediti tako imenovan oddelek Tehnološki park in se bodo pač ukvarjali z njimi tam. Ugotovili so, da to ni bila pravzaprav slaba ideja, da te poslovne ideje oziroma raziskave so rezultirale v podjetju in seveda so tudi zaživele. Tako da je naš direktor, ki je tam pričel svojo poklicno oziroma karierno pot, prišel na idejo, da bi ustanovili podjetje, Tehnološki park d.o.o. in sicer s tem smo leta 1969 tudi pravzaprav nastali oziroma postavili lastno podjetje. Naši lastniki so predvsem javni in zasebni partnerji. 7 lastnikov, seveda Inštitut Jožef Stefan, Nacionalni inštitut za biologijo, Nacionalni inštitut za kemijo, potem Mestna občina Ljubljana ter 3 zelo pomembna podjetja v Sloveniji, in sicer Iskratel, Iskrasistemi in Lek. Vsi ti so naši družbeniki, vendar pa razen tega, da preverjamo njihove poslovne ideje in jih vključujemo v Tehnološki park Ljubljana, finančnega vložka nimamo. Tako da Tehnološki park Ljubljana mora preživeti za lastno delovanje na trgu. Tako da večinoma slišimo, da dobimo neke subvencije oziroma iz proračuna kakršnekoli finančna sredstva za naše delovanje, ampak na žalost to ni res. Moramo se prijaviti na razpise, če je že slučajno kakršenkoli razpis, in v lanskem letu je bil to eden razpis za delovanje oziroma za nudenje naših bazičnih storitev v višini 60 000 evrov.
Tako da vse naše storitve, ki jih nudimo našim članom in vsem ostalim, ki seveda niso naši člani, so brezplačne. Kako zagotavljamo to naš poslovni model, je predvsem z tega vidika, da se prijavljamo na evropske projekte, da zagotovimo finančna sredstva, da zagotovimo visoko kakovost naših storitev ter seveda od najemnin in preživeti moramo na trgu, kar pomeni, da prodajamo naše storitve predvsem tujim partnerjem. Kaj nas opredeljuje? Predvsem naš ekosistem. Sodelujemo v okolju, kjer imamo ogromno organizacij, ki se ukvarjajo s podporo podjetništva. Sicer podporo podjetništva lahko definiramo od vseh, od upravnih enot, kjer nudijo storitve VEM-točke, gospodarske zbornice, podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji in tako naprej. Predvsem gre za sistem, ki je večinoma nepovezan. Tako da mi seveda delujemo na tej relaciji, da povezujemo, da se povezujemo tako z vsemi ostalimi akterji v našem okolju in želimo predvsem biti nek vodilni partner, vodilni akter v Sloveniji, kjer predlaga sheme, predlaga programe in seveda povezuje vse ostale akterje na področju spodbujanja podjetništva. In kaj nas še predvsem opredeljuje in zakaj smo tako uspešni v Tehnološkem parku Ljubljana, ne samo zaradi ekipe, ki jo imamo, ampak predvsem zaradi lokacije. Lokacija je zelo pomembna in sicer imamo dve lokaciji, če to deluje, ja. Ta lokacija je zraven Inštituta Jožef Stefan, kjer smo leta 1995 začeli svojo pot, predvsem zaradi tega, ker bližina raziskovalnih inštitutov oziroma raziskovalne sfere je zelo pomembna, ker naš core business pravzaprav je povezovanje akademske sfere in gospodarstva. Tako da tudi fizična bližina je zelo pomembna. In že od leta 1996 smo se prizadevali, da oblikujemo tako imenovano tehnološko cono. In za mestno občino Ljubljana smo pripravili pravzaprav načrt, da se umesti tehnološka cona na Brdu. In predvsem zaradi tega, ker na tej strani se gradi nov kampus fakultet. Tako da zopet bližina, zopet koncentracija akademske sfere in nekega podpornega okolja, ki pomaga realizirati raziskave, da gredo na trg oziroma da se pripravi poslovne modele oziroma poslovne pravzaprav podjetništvo, ne. In sicer še to je treba poudariti, da Tehnološki park Ljubljana nudi trenutno 46.000 kvadratnih metrov poslovnih površin. Verjetno smo edini, ki smo v času krize se lotili gradnjo novega objekta, ampak predvsem z enega vidika, ker je veliko povpraševanja, veliko potreb po takšnih poslovnih površinah, ki so oplemenitene s storitvami za podporo podjetništva. Ostali tehnološki parki v Sloveniji, ki so pravzaprav na Štajerskem, Kranju in pa na Primorskem, nimajo takšnega povpraševanja. Ker seveda lokacija v Ljubljani je edinstvena, tukaj so večinoma stacionirane naravoslovne fakultete, raziskovalni inštituti in tukaj je tudi baza, kjer se išče takšne poslovne ideje, ki se lahko rezultirajo v visoki dodani vrednosti v podjetništvu. In seveda naša ekipa. Brez te ekipe ne bi mogli delovati in ne bi mogli dobivati takšnih rezultatov kot jih. Seveda se zelo neradi hvalim, ampak pravzaprav naš rezultat so podjetja, ki uspejo, ki prodrejo ne samo na slovenski trg, ampak predvsem na globalni trg. Tole ni samo naša ekipa, ampak so tudi naši strateški partnerji vključeni. Ekipo Tehnološkega parka predstavlja 9 zaposlenih. Tako da 4 osebe, ki se ukvarjajo z nudenjem storitev za naša podjetja.
Tako da smo od tega, da znamo high-tech uporabljati v sami konferenčni sobi, znamo tudi vse ostale do vodenja evropskih projektov. Tako da smo zelo učinkoviti, odzivni in to nas tudi vodi v našem delu. In kot sem rekla, povezovanje. Zelo pomembno je povezovanje z tega vidika, ker imamo veliko organizacij, ki se ukvarjajo s podpiranjem podjetništva, spodbujanjem podjetništva, podjetniške kulture in zaradi tega, da dosežemo enotne cilje. Z tega vidika smo pred 3 leti skupaj s strateškimi partnerji, tovarno podjemov in tehnološkim parkom v Kranju vzpostavili iniciativo Startup Slovenija, ki že ima rezultate. In sicer prevetrili smo naše programe za spodbujanje podjetništva, kar pomeni, da smo jih seveda postavili na iste temelje, iste cilje, zasledujemo tako v Ljubljani, kot v Novi Gorici, kot v Kranju, kot na Štajerskem, tako da res lahko kataliziramo naše in maksimiziramo naše aktivnosti, da dosežemo maksimalne rezultate. Poleg tega, pred leti so bili razpisi namenjeni predvsem za posamezno organizacijo. Recimo, če so že bili, so se lahko posamezne organizacije prijavile na posamezen razpis s svojim lastnim programom. Sedaj smo na našo pobudo to spremenili in sicer je razpis nastavljen tako, da so pomembni skupni programi in konzorciji. Tako da ni več pisano oziroma ne pridobivaš razpisov na podlagi svojih lastnih parcialnih programov, ampak predvsem nacionalnih programov, ki smo jih oblikovali v okviru iniciative Startup Slovenija. Tako da je tukaj že nek preboj. Hkrati smo postali predvsem ključni sogovorec agencijam, kot je Slovenski podjetniški sklad, in v velik uspeh si štejemo, da smo skupaj z njimi oblikovali semenski kapital, ki v Sloveniji ga še posebej primanjkuje. Tako da pred kakšnimi 3 tedni je bil objavljen razpis za pridobitev semenskega kapitala 50 000 evrov in sicer v obliki konvertibilnega posojila. Finančne sheme, ki jih ponuja Slovenski podjetniški sklad, vam bo predstavil zelo podrobno, verjetno tudi Blaž Kos, tako da vam bo on vse to razložil. In sicer gre za pilotni projekt, kjer bomo skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom izbrali letos 17 podjetij, ki bodo prejela takšno investicijo. Gre za konvertibilno posojilo, kar pomeni, da podjetje lahko to posojilo spremeni v lastninski vložek Slovenskega podjetniškega sklada. Hkrati pa je poleg finančnih sredstev zraven privezan tudi izobraževalni program in seveda tudi spremljanje podjetja, da dosega cilje, ki si jih je zadalo. Poleg tega bo še oblikovan produkt za lastniški finančni kapital, ki ga bo ravno tako ponudil Slovenski podjetniški sklad v višini 200 000 evrov. To gre pa za lastninski vložek in hkrati zopet povezan z vsebinskim programom izobraževanja in tesnega sodelovanja s podjetnikom, da dosega cilje, ki si jih je zadal. Tako da so neki koraki naprej povezovanja in pozitivnega vpliva na slovensko podjetniško okolje. Da ne tekmujemo med sabo, ampak si pomagamo dosegati cilje, ki smo si jih zadali. Torej, kaj pravzaprav smo naredili v okviru iniciative, najlepše pokaže predvsem tale videospot.
To spread our services globally, I joined Go Global Slovenia. The competition Startup of the Year helped us to optimize our business plan, identify new stakeholders, and prepare us for the market attack in 2015. Startup Weekend in Maribor gave us the incentive to take our business idea to the next level. Yeah! Kaj vam lahko pomagamo? Tole. Damo vam usmeritev, predvsem kako vašo poslovno idejo preveriti, kako pripraviti poslovni načrt, čeprav mi se oddaljujemo od poslovnega načrta, se predvsem osredotočamo na oblikovanje poslovnih modelov in vam pomagamo v tistih začetnih korakih pri podjetništvu, ki so tako zelo težki, da vam enostavno uspe. V Tehnološki park Ljubljana dobimo na leto 70 poslovnih pobud. Morate vedeti, da ne sprejemamo vseh, gre predvsem za visokotehnološke pobude, ampak tudi inovativne pobude. Tako da ni nujno, da je samo tehnologija v ospredju, lahko so tudi inovativne storitve. Torej, povprečno 70 poslovnih idej preverimo, od tega recimo povprečno letno sprejmemo 29-30 podjetij oziroma pobud, ki seveda rezultirajo potem v samih podjetjih. Naša stopnja umrljivosti od leta 1995, ko smo začeli, je 8%. Tako da, ali smo tako zelo dobri pri izbiri projektov, ampak jaz verjamem, da tudi nekaj doprinesemo k temu, da je ta umrljivost tako majhna. Katere programe imamo na voljo, in sicer predinkubacijski program je zelo bogat in zelo se fokusiramo nanj. Predvsem iščemo poslovne ideje, tako kot sem rekla. Vsekakor, če imate kakšno vprašanje, prosim, nastavite, vprašajte. Ena izmed aktivnosti, ki je zelo bila pravzaprav velik izziv za nas, je bila organizacija Startup Vikenda. Poznate ta koncept? Ni treba razlagati? Ne. V glavnem, zamislili smo si, da naredimo Startup Vikend Slovenija, kar pomeni da bi v 5 slovenskih mestih izvedli sočasno Startup Vikende. Tako da je bilo treba pridobiti veliko na promociji, da smo spromovirali program, in lahko rečem, da se je v vikenda udeležilo 500 študentov. Naredili smo ga v letošnjem aprilu in v lanskem oktobru. Tudi v lanskem oktobru se je udeležilo tam okrog 380 študentov in iz vseh fakultet. Tudi iz teološke fakultete so prišli. Tako da so se oblikovale različne ekipe, ki so preverile poslovno idejo, ki so pripravile minimal viable product in nekatere so nadaljevale z lastnim delom. Zakaj pravzaprav je zelo pomemben Startup Vikend oziroma takšna aktivnost? Predvsem zaradi tega, da pokažemo, da lahko stopite na poslovno pot, da se ni treba ustrašiti, da je okolje, ki vam pomaga pri realizaciji poslovne ideje, pri preverjanju, pri usmerjanju. Tako da lahko izberete tudi lastno ekipo, če jo nimate, jo dobite na Startup Vikendu. Tako da predvsem za spodbujanje podjetniške kulture in vlivanje neke pozitivne klime, da vam lahko uspe. In sicer zelo veliko smo dali v samo promocijo in študentje, predvsem, ki se čedalje bolj zavedajo, da na delovnem trgu morajo biti aktivni, so videli to priložnost in so zelo izrabili to aktivnost in pridobili ne samo nova podjetniška znanja, kako pripraviti poslovni model, ampak predvsem nova spoznanstva in usmeritve. Takole je izgledalo
54-urno delo na poslovni ideji. Poleg tega pa seveda imajo študenti oziroma pravzaprav kdorkoli želi delati na svoji lastni poslovni ideji tudi možnost sodelovanja in dela v našem delovnem skupnem prostoru, in sicer Geek House, ki je trenutno na voljo v 7 lokacijah v Sloveniji. Lahko se odločite, da pridete za en dan ali pa najamete delovno mizo in delate v naših prostorih, koristite naše storitve, se povezujete in imate seveda tudi sestanke. Zakaj je to zelo pomembno? Če ste freelancer, recimo, je zelo pomembno, ker delate od doma, da stranko ne povabite v vaš dom, ampak da jo povabite v Tehnološki park Ljubljana na sestanek, na pogovor. Že ta renome, ki ga je ustvaril Tehnološki park Ljubljana skozi svojo tradicijo in skozi svoje delovanje, da nekaj več moči vam pri pogajanjih, kot tudi v samih razgovorih. Ravno tako smo zelo uspešni pri izvajanju raznovrstnih tekmovanj za najboljše poslovne ideje. Verjetno ste slišali za vsakoletno tekmovanje iTime, ki ga delamo skupaj s tovarno podjemov. Gre predvsem za pripravo poslovnega načrta oziroma poslovnih modelov za IKT rešitve. Tako da vsakoletno potem tudi izberemo najboljše poslovne ideje. Koliko stane ta najem poslovnega prostora? Čisto različno. Maksimalno je 100 evrov na mesec, seveda, če želite opremo, drugače pa 50 evrov na mesec, za en dan pa mislim, da 10, nekaj takega. Svetujemo, in to brezplačno. Vsako sredo in ob četrtkih lahko pridete s lastno poslovno idejo, svojo idejo, kolegica vam je na voljo in vam pove, ali je ta ideja perspektivna, ker imamo strokovno osebje, ki lahko že zelo hitro identificira, ali greste v pravo smer, mogoče da vas malo razširi pogled, v katero smer bi lahko zapeljali poslovno idejo, in sicer predvsem z tega vidika, ker smo odkrili, da podjetniki, začetniki poslovno idejo gledajo zelo idealistično. Njegova poslovna ideja je najboljša, edinstvena, nikjer na svetu še niso razvili nikjer takšne poslovne ideje. Potem ogromno časa in finančnih sredstev vložijo v realizacijo te poslovne ideje, pridejo na trg in ugotovijo, da ni glih ravno to, kar sem mislil. Ker težava je v tem, da svet je ogromen in verjetno je že to razvito, in vam pomagamo pri tem, da ne vložite v trud za manj, pravzaprav. Mogoče bi bila potrebna samo manjša korekcija. Kdo je ta kolegica, ki svetuje? Prosim? Kdo svetuje? Vera Nunič, vodja startup našega centra. Ker pa je veliko povpraševanje, se morate prej najaviti. Ampak termin zelo hitro dobite, recimo v enem tednu. Posebej, kar želimo promovirati, je pa seveda mreženje podjetnikov, da gredo v tujino, da preverijo tuje trge, in sicer je Tehnološki park Ljubljana tudi posredniška organizacija za program Erasmus za mlade podjetnike. Ste že slišali za ta program? Ne. Zelo na hitro. Gre za recimo nek klasični Erasmus program, in sicer ki je namenjen samo za podjetnike. Mladi podjetniki, mlajši od 3 let, to pomeni, ni važno, koliko ste stari fizično, ampak da je vaša poslovna ideja oziroma podjetje mlajše od 3 let, lahko se vpišete v program in na podlagi tega programa poiščete primernega podjetnika, uspešnega podjetnika, ki vam lahko pomaga pri razvoju vašega poslovanja na tujih trgih. Recimo, predvsem gre to za podjetnike v Evropski uniji, kjer lahko
greste k njemu, vas mentorira, vas izobražuje, posreduje njegove izkušnje, preverite tudi v tem času trg, če bi bil zanimiv za vas, za širitev, in sicer v obdobju 1 do 6 mesecev to lahko naredite in zato dobite neko tudi finančno spodbudo. Ta finančna subvencija je predvidena prek Erasmus programa za vsako državo različno, v katero državo greste. Seveda se pa lahko tudi prijavite kot podjetni gostitelj, ampak morate biti seveda uspešni, morate imeti dolgoletne izkušnje pri vodenju podjetja, da lahko takšnega podjetnika gostite in mu posredujete lastne izkušnje. Tako da za podjetnika, mladega podjetnika je pozitivno to, da gre preveriti recimo trg, kamor želi poslovati. Za podjetnika gostitelja pa ravno tako, da dobi nek nov pogled v tuj trg, da širi svojo poslovno mrežo. Tako da to je eden izmed programov, ki ga mi izvajamo in ga zelo priporočamo. Inkubacijski program. To pa je program, ki je namenjen predvsem za start-up podjetja, za podjetnike, ki so že ustanovili podjetje, so mladi podjetniki in jih vključimo v inkubacijsko dobo. Inkubacijska doba poteka približno od 1 do 4 leta. Za IKT podjetje je lahko to manj, za podjetja, ki so z področja biokemije in tehnologije, pa seveda nekoliko daljša. Kot sem rekla, predinkubacijski program izvajajo podporna okolja, ki so v okviru iniciative Startup Slovenije, in to je 7 lokacij, kjer imajo tudi prostore za coworking prostore, kjer lahko izrabite. Tako da, kjerkoli ste, se lahko vključite v to podporno okolje. Naj še poudarim, da naši člani podjetja niso vsa fizično locirana v Tehnološkem parku Ljubljana, lahko so člani tudi, če nimajo poslovne prostore v našem parku, ampak koristijo tudi lahko samo naše storitve. Tako da jih imamo tudi po celi Sloveniji. Predvsem v okviru inkubacijskega programa izvajamo Master of Startups program. Gre za 10 modulov, pravzaprav za 5-tedenski program, kjer se preveri poslovno idejo in predvsem postavlja poslovni model za uporabo najsodobnejših metodologij. Zavzemamo se predvsem za vitko in agilno podjetništvo in tega tudi učimo. Na posameznih primerih delamo s podjetniki in vsako leto izberemo do 20 startup podjetij, ki se vključi v ta program. Ta program je tudi brezplačen, vendar se morate pa uvrstiti med najboljših 20 kandidatov. Tako da, če vas takšen program zanima, lahko spremljate nas prek Facebooka, prek vseh medijev, kjer smo prisotni, tako da boste videli, kdaj točno je rok za prijavo. Poleg tega, kot sem rekla, Master of Startups je zelo targetiran program in definitivno vam pomaga pri realizaciji vašega poslovnega modela. Tako da, vabljeni. Kot sem rekla, to verjetno poznate, Canvas, ki ga zelo, zelo prakticiramo in je naše najljubše orodje. Program za globalno rast je pa namenjen predvsem podjetjem, ki so že izven inkubacijske dobe in se srečujejo s tem, da želijo rasti, da želijo povečati lasten trg in se usmerjati globalno. Ta program je imenovan Go Global Slovenija in zopet imamo izobraževalni program, 5 modulov, kjer se pa posvečamo predvsem vsebinam dostopa na tuje trge. Predvsem na izvozni program, kako se pripraviti na internacionalizacijo, kaj je potrebno narediti pri menedžmentu podjetja, upravljanju in pri vseh posebnostih za posamezni trg.
Poleg tega programa delamo tudi program Investment Readiness, in sicer priprava podjetnika za investicijo. Če želite se internacionalizirati, potrebujete zagotovo nova finančna sredstva, in ta program je ravno tako mesečni program, kjer podjetnike informiramo, usposobimo in pripravimo za investicijo. Zdaj, to je zelo lahko različno, kakršnokoli investicijo iščejo, ugotovijo prek tega programa, kakšna investicija je primerna za njihovo podjetje, in se predvsem zbildajo, kako predstaviti njihovo poslovno idejo investitorju. Še vedno imamo pri tem velike probleme in to je tudi naš fokus, da znamo predstaviti poslovno idejo investitorju, tako da se nas zapomne in nas povabi na naslednjo rundo pogovorov. Poleg tega, zelo pomembno, pa organiziramo 2-krat letno tudi srečanje podjetnikov, in sicer podjetnikov, ki želijo vstopiti na tuje trge, zelo različno trgi od Evropske unije do Južne Amerike, Afrike, da se srečajo z uspešnimi slovenskimi podjetniki, ki so uspešno izvedli internacionalizacijo oziroma vstopili na tuje trg. Tako da jim lahko pomagajo ne samo z nasveti, kako vstopiti na tuji trg, ampak jim odpirajo tudi vrata na te trge. Ravno v juniju smo imeli to srečanje, in sicer je sodelovalo 18 podjetnikov in 25 uspešnih podjetnikov, ki so nudili njihove izkušnje, kako prodreti na nek trg. To je zastonj, ali? Zastonj. Za člane, ali? Za vse. Tako da. In kje smo Slovenci zelo, zelo dobri? Smo v tujih pospeševalnikih. Mi seveda tudi podpiramo, da slovenski podjetniki se vključujejo v različne programe tujih podjetniških pospeševalnikov, tako da organiziramo veliko predstavitev pospeševalnikov, tujih pospeševalnikov, tudi k nam pridejo se predstaviti, kaj nudijo posameznim podjetnikom, če so izbrani v njihov program. In moram reči, da smo zelo dobri v tem, da se uvrstimo v program, in predvsem zaradi tega, ker tuji podjetniški pospeševalniki nudijo tudi finančne vzpodbude, semenski kapital. Tako da zelo spodbujamo Y Combinator, 500 Startups, TechPix, Vajra, Seedcamp. Recimo mini Seedcamp bo 19. septembra potekal tukaj v Ljubljani, tako da če imate poslovno idejo, vam predlagam, da jo predstavite pred mednarodno komisijo, da ste izbrani za finale v Berlinu in potem lahko ste povabljeni v London, kjer je res eden izmed boljših podjetniških pospeševalnikov tako za rast podjetja, kot z finančnega vidika, in z Manti in Austu je to uspelo, ne? Če poznate te dve podjetji. Tako da zelo smo dobri v tem in pomagamo tudi pri sami prijavi, pri coachingu, kako res napisati dober pitch in se dobro predstaviti na takšnih zelo pomembnih dogodkih, da vas povabijo in odidete za 6 mesecev, leto dni v njihov pospeševalnik in se seveda vrnete nazaj, ker to je naš cilj, da pridete nazaj. To je pa schematsko, kje smo zelo dobri. In vidite lahko, da v crowdfunding in akceleratorjih smo Slovenci čedalje boljši. Tako da crowdfunding platforme poznate. Vsak mesec pravzaprav slišimo zelo uspešne zgodbe o projektih, ki so bile sfinancirani na crowdfunding platformah. Tako da to je eden izmed možnosti, kjer pridobite lahko finančna sredstva in seveda izvedete tudi marketinško študijo, ne? Tako lahko preverite, če je vaša poslovna ideja zanimiva, če boste dobili sfinancirano oziroma če bo zanimanje za vaš produkt. Drugače zelo
vprašljivo, ali boste sploh uspeli na trgu. Tako da z dveh vidikov lahko gledate crowdfunding platforme, tako da zelo priporočljivo. Kot sem rekla, to so naši rezultati. V lanskem letu smo naredili 330 brezplačnih dogodkov, tako da priporočam, da se spremlja vse te objave. Mi imamo zelo široko paleto naših dejavnosti, predavanj, kjer lahko pridobite nova znanja in predvsem poznanstva. Na takšne dogodke se odzivajo ne samo posamezniki, ampak tudi zelo uspešni podjetniki, ki vam lahko odprejo vrata. Zelo pomembno, to sem že omenila, je mreženje in povezovanje. Nekako nam to ne gre in skušamo to malo prisilno uvesti v našo skupnost in recimo, da smo boljši, čeprav zelo težko se povezujemo, še posebno, ne glede na to, da smo tukaj, imamo toliko podjetij med sabo, zelo težko sodelujemo. Nekateri se pač vidijo kot konkurenca, drugi zopet ne, tako da povezovanje je vedno nekaj dobrodošlega, ker vam odpira nove možnosti, poslovne možnosti sodelovanja. Recimo, če poznate projekt Podjetno svet podjetništva, ki ga izvajajo regionalne agencije, izobražujejo vsako obdobje izberejo 10 podjetnikov in jih izobrazijo za pripravo poslovnega načrta. In seveda ti podjetniki gredo na največjo konferenco v Mariboru, Podium, mednarodna konferenca o podjetništvu in so tam 2 dni. In jaz sem prišla eni skupini potem predavati, kako se pridobivajo finančna sredstva na evropski ravni in sem tako vprašala, v redu, koliko kontaktov ste pa pridobili na Podiumu? In gledajo, ja nič. Kako nič? Ne morete nič. Ja, zaradi tega, ker nisem bil pripravljen, ker to je čista druga ciljna skupina, kdo bo po mene poslušal. Ja, če ne verjamete v vašo poslovno idejo, vi, kdo pa bo drug, ne. Tako da definitivno povezovanje, mreženje je zelo pomembno. In to tudi delamo. Takole. Sadimo drevesa, vsako podjetje je zasadilo svoje lastno drevo in zdaj mora skrbeti, da ne umre oziroma ne uvene 2 sta, ampak so jih hitro zamenjali, tako da zelo pomembno, da ne samo, da se tako družimo, ampak da skrbimo tudi za okolje in hkrati vsako leto naredimo tudi piknik. In tekmujemo. Ne boste verjeli, katera je najbolj udarna disciplina in kjer se skoraj res na smrt skregajo. Balinanje. In seveda nagrada je prenosni pokal, kjer se vgravira ime podjetja in to potem se skoraj pobijejo dobesedno. V glavnem tudi tekmovalnost pride na takšnih dogodkih zelo do izraza, hkrati pa zelo pomembno, tam se dobivajo novi kontakti, nova povezovanja, nove sinergije, kjer lahko podjetja med seboj sodelujejo, ker so tudi komplementarna. IKT podjetja in biotehnologija, ni da nimajo nekaj skupaj in da bi se lahko pomagali, ne. Mednarodno sodelovanje za tehnološki park je zelo pomembno, ne samo za tehnološki park kot tak, ampak tudi za naša podjetja, zaradi tega, ker prek teh mednarodnih sodelovanj jim gradimo mrežo poslovnih kontaktov in tudi mi odpiramo vrata. Hkrati pa pridobivamo finančna sredstva za naše delovanje in za krepitev naših storitev, našega know-howa. Sicer v 16 letih smo izvedli več kot 18 evropskih projektov. Tako da smo zelo uspešni v tem in se trudimo, ker samo s tem lahko zagotovimo brezplačno in kakovostno izvajanje storitev za naše člane. In to so trenutni projekti, ki jih izvajamo, Acelmet in Profis, oba projekta sta naravnana na pridobivanje in zagotavljanje finančnih virov našim podjetjem. Tako da iščemo takšne projekte in takšne vsebine, ki so pisane nam na kožo, kot tudi našim članom. Zdaj pa mala statistika in sicer, nažalost še vedno iz leta 2012,
2013 se še dela. Takrat smo imeli 268 podjetij, število zaposlenih malo manj kot 1400, prihodki in povprečna dodana vrednost. To se spremeni, ko dodamo podjetja v Republiki Sloveniji na eno stran in člane tehnološkega parka na drugo stran. Rada bi samo poudarila, dodana vrednost na zaposlenega je precej občutno višja kot pa povprečna dodana vrednost podjetja v Republiki Sloveniji. Zato je bilo odlično, če so IT podjetja. Ni ravno. Zelo odvisno. Morate vedeti, da veliko naših podjetij ima zaposlenih tako enega, dva, recimo, in je potem tudi manj dodane vrednosti. No. Število zaposlenih v letu 2012, največje število zaposlenih je imelo podjetje Marant 95, ampak še nekaj je treba tukaj poudariti, da naša podjetja niso samo tista, ki so v inkubacijski dobi ali ki so zaključile inkubacijsko dobo, ampak tudi takšna podjetja, ki smo jih povabili, da dodajo neko še dodano vrednost naši skupnosti. Ne? Tako imamo tudi, ampak jih recimo naštejemo v analizo stanja, tako da imamo banko, seveda zobozdravnike in vse optike, tako da pravzaprav res gradimo mesto v malem. Vse ostala pa so seveda naša podjetja, ki so vstopila v Tehnološki park Ljubljana in so ostala tudi po inkubacijski dobi pri nas. Zdaj pa še podjetniške ideje. Čipolo verjetno poznate, tako da vam lahko predstavim res neke pozitivne vzgibe, da podjetništvo uspe. In sicer lahko povem, da so zavrnili ponudbo Walmarta, ker Walmart ni skladen z njihovo kulturo oziroma prepričanje o izdelku. Čipolo pač z njim iščete izgubljene predmete, ampak to ne bi bilo zanimivo ne za investitorje, ne za globalne potrošnike, če ne bi uvedli novo storitev in sicer Čipolo Network. Tako da, ko imaš Čipolo, se daš v skupnost in povečaš obseg iskanja. Ne? Da, če nekaj izgubiš, je itak radij samo 60 metrov, da lahko poiščeš, če pa to sporočiš vsem svojim prijateljem v skupnosti, se ta obseg poveča. Ne? Tako da, to je ta niša, ki so jo odkrili. In zaradi tega so zelo zanimivi tudi za investitorje. To je pa naš podjetnik in sicer OOG, ki je zmagal na startup leta 2014. Odkrili pa so pravzaprav senzor, ki meri, koliko vode oziroma tekočine ste popili, ne? Da ne dehidrirate in vam to sporoča prek aplikacije. Tako da startup leta 2014. In seveda tudi Slovenke, ženske, smo uspešne v podjetništvu, da ne bi slučajno mislili, da zaostajamo. To je direktorica Ortotipa in sicer poleg tega, da predava, da je podjetnica, da zaključuje doktorat na strojništvu na fakulteti v Mariboru, se ukvarja tudi s 3D printanjem in zelo uspešno. Od nakita, ki je res custom made in eden najbolj perspektivnih trenutno ženskih dodatkov, tudi do avtomobilske opreme. Tako da zelo, zelo uspešna podjetnica in zelo prodorno poslovno idejo. Tako da uspe lahko tudi nam, še posebej, ker smo multitasking. Tako da ne se ustrašiti in definitivno poskusite izpeljati vašo poslovno idejo. Če seveda rabite pomoč, vam seveda pomagamo, vas lahko usmerimo. Sledite nam, ne? Tukaj so vsi kontakti, kjer nas lahko dobite. To je pa moj kontakt. Tako da definitivno, tako kot sem rekla, mrežite se in če potrebujete pomoč, smo vam na voljo, tako jaz kot naša ekipa. In definitivno ne se ustrašiti, tudi če vam ne uspe, boste pa nekoliko drugače zapeljali in poskusili ponovno. Uspeh ni konec sveta, tako kot vsi mislimo, ampak je ponovni začetek za nekaj dobrega. Tako da
Na tej točki bi se vam jaz rada zahvalila, vas spodbudila, da definitivno nas spremljajte, pridite naokrog in se vidimo v inkubacijski dobi. Tako da, hvala lepa.